Ob meni in BMW-jevi petici sta še dva zanimiva predstavnika. Avtomobilska. Ne Anže in Matej, njo pač rabim, zato ker en pač more voziti avto. Lexus ES in Mercedes-Benz razreda E. Smo pripravili eno tako zanimivo primerjavo, ne čisto klasične, ker se ti trije predstavniki že po filozofiji znamke med sabo zelo razlikujejo, hkrati pa gre za segment, v katerem kupci že točno vnaprej veste, katera znamka vam diši in katera ne. Sploh si recimo ne morem predstavljati, da bi nekdo, ki pogleduje proti Lexusu ES, hkrati gledal še BMW-jevo petico. To je recimo tako, kot da bi vegan vsako soboto dopoldne na tržnici občudoval svinjske krače. Smo pa vse tri vzeli na test, ker lahko preverimo več različnih elementov in potem podamo svoje mnenje. Pogledamo, kje so najboljši materiali, kako je zasnovano voznikovo okolje, kje se najbolje sedi spredaj, pa recimo zadaj, kakšni so karakterno za voziti in tako naprej. Pa mogoče še kje se najhitreje polni telefon. To je tudi za biznismene pomembno. No, pa na še eno pomembno stvar je pozabil isto, tako da je čist fajn, da ima tudi mene pa Mateja. Vse te tri premijske limuzine so si med sabo totalno različne pri samem pogonu. Isto kot BMW je dizel, oznaka je 520D, kar pomeni, da je pod pokrovom 2-litrski turbodizelski motor in pogon je v tistem primeru zadaj. Moj Lexus ES ima pogon spredaj, motor je 2,5-litrski atmosferski bencinski, pomaga mu elektromotor, ker je tole v bistvu klasičen samopolnilni hibrid. No, Matej ima pa... Matej bo pa kar sam povedal, da je tale Mercedes najboljši iz obeh svetov, ker gre za priključno hibridno različico, ki ima okoli 20 kWh veliko baterijo, s katero lahko prevoziš tudi 90 km, če si res priden. In tukaj spodaj je še klasičen bencinski motor na notranje zgorevanje za dolge poti. Najboljše torej, sploh če upoštevaš, da v določena evropska mesta sploh ne smeš s klasičnimi avtomobili, torej samo z električnimi ali pa hibridnimi, tako da lahko to kar precejšna prednost. No, koliko imaš pa ti prtljažnik velik? 370. Jaz sem 454 litrov. Veš, koliko pobere ta tvoja baterija? No, ker umirita se, ker jaz sem pa 520 litrskega, ne? In smo že nekaj ugotovili, da če rabiš veliko prostora, boš pač izbral BMW-jevo petico. Zdaj pa najbolj, da se gremo malo pelat, veš? Pa nekam daleč, da vidimo, kakšne porabe ima. Okay. A ti hladilnike voziš z limuzino? Ja, stari rabiš to, a veš? Malo une klobase, bunka, pršutek, jo. Prav neverjetno je, kako različen pristop uporabljajo te tri znamke znotraj. Morda Mercedes in BMW niti ne, ampak tale ES je povsem drugačen. Sicer je položaj nekaterih stikal malo nenavaden in zmeden, ampak tukaj je klasičnih stikal veliko in to mi je v bistvu zelo všeč. Izjemno priročno in uporabno je vse skupaj. Ok, tile rožički mi sicer ne pašejo v točno tak avtomobil in kakšen material je vseeno malenkost slabši kot pri ostalih dveh, ampak je tale notranjost izjemno prijetna. Evo, in v bistvu tudi tale vmesnik se v bistvu ne more kosati s tistima dvema. Imajo novejši Lexusi zdaj že boljšega in tudi veliko bolj logičnega, temu se pa leta vsem že malo poznajo. Kljub tem zadržkom pa si v tem avtu najlažje predstavljam umirjenega starejšega gospoda, ki mu nešteti zasloni in volan nenavadne oblike pač ne sedejo. Klasika stare šole je skratka tole. Pa še en segment je, kjer je ES malce specifičen in sicer vožnja. Tole je izjemen potovalnik, ki želi samo eno stvar in sicer umirjeno prevažanje potnikov. Niti trohice dinamičnega karakterja nima in čeprav sam v avtu to vedno iščem, tukaj ne. In takšen segment limuzin velikokrat s kompromisi med udobjem in dinamiko na koncu ponudi manj vozniškega udobja. Tukaj ga je noro veliko in to se mi zdi fantastično. Mimogrede, tudi na zadnjih sedežih se v tem avtu sedi najbolje. Mercedes E je tokrat nekakšen vmesni člen med najbolj klasičnim ES-om in najbolj uporabniško futuristično petico. Tukaj klasičnih stikal praktično ni in se z vsem upravlja preko tega ogromnega zaslona, je pa tako fajn integrirano vse skupaj s temi res velikimi ikonami, da vseeno dobim malo tega klasičnega občutka. V testu sem že povedal, da me ta načičkanost ni vedno najbolj všeč, ampak lahko pa da je vam. Včasih imamo pri kakšnih Mercedesih tudi pomislek, ker kakšni materiali niso preč dobro sestavljeni skupaj in kakšna stvar zaškripa, potem pa k sreči ni toliko teh težav. Mi je pa všeč tudi vozniško, ker je položaj za volanom zelo prijeten in občutek na volanu tudi zelo dober. Bolj vozniško drzanje od Lexusa, ampak ne toliko, da bi mu pripenil kakšno oznako dinamičen. In detaljčke vedno znajo dobro narediti pri tej znamki. Samo pogledajte, kako lepo je oblikovana zadnja klop. Pa jo pa primerite s tistim pri BMW-ju.
Bolj udoben sicer ni, izgleda pa krasno. Grem najprej na ta zaslon, ker je samo z uporabniškega vidika verjetno najboljši. Zelo logičen in pregleden ter moderen. To je lahko velika pohvala, hkrati pa mogoče moj največji zadržek. Modernizacija je super, nisem pa ziher, da je takšen neokrogel volan in tako moderna notranjost všeč vsem. Lahko pa takoj razčistimo, da je med vsemi tremi tole daleč najbolj premijski in eminenten avtomobil. Če gledam materiale, je tu vse perfektno. Za voziti me sicer malo moti, da je krmiljenje tako odsotno. Je že Anže v testu povedal, da mu je anemično krmiljenje všeč pri veliki sedmici, petica pa bi mogla biti drugačna, ker je podvozje krasno in kar vabi k bolj dinamični vožnji. In hkrati nikoli ni preveč naporen, zato je v marsikaterem pogledu tole najbolj kompetenten predstavnik. No, a ste uspeli povedati vse, kar ste hoteli v svojih avtih? Sva. Pol pa ostane samo še poraba. Po 390 prevoženih kilometrih sem imel lepih 5,4 litra dizla na 100 prevoženih kilometrov. No, jaz pa 5,1 benzina, s tem, da v Lendavi na pol poti je bilo 3,6 samo. Ja, ampak čakaj, ti moraš zraven še šteti 20 kWh elektrike. To. Če zaston. Ja, ni za ston, odvisen, ki filaš. No, moj Lexus ES, ki se je polnil sam, torej nimam tega problema, ki ga imaš ti, pa peljali smo se po avtocesti, ki je itak najslabša za klasičen hibrid, je porabo zaključil pri 5,6 litra, tako da sem v bistvu jaz zmagovalec. Ne, Ne moreš biti zmagovalec, če smo največ. Ja. Pa se ta ni to najboljše. Ja, ne No, pa glavnem, jaz sem imel edini zimske gume, če bi imel letne, bi bila poraba še manjša. Dobar. Pa moj avto je občutno cenejši, kot vajnega. A si to preveril? Ne, še. Ampak sem vseeno zmagal. Ne, daleč od tega. Si ja.